Zdaj pa naprej na današnjo temo. Mm, Gledala sem malo po vprašanjih, ki ste jih poslali. Velikih vas je spraševalo, kako vnesti poročilo na več odsekih hkrati. Tukaj si pogledajte, kar je bilo objavljenega, kar sem prej na začetku povedala, glede plan GIS-a in na tej povezavi. Tam smo govorili o paketnem vnosu na več odsekih hkrati. V primeru, da nam izpade kakšna pot, kakšen odsek poti, je bilo vprašanje, a je možno popraviti, a je možno zbrisati en odsek ali pa dodati en odsek. To je možno, ampak vas prosim, da takrat javite to meni, napišete ID poročila, ki ste ga spisali, kjer kaj manjka, in ID odseka, kaj manjka, in bom jaz dodala oziroma odvzela. Sami pa nikar, prosim, nič ne brište, ker lahko se kaj čudnega pol ven zgodi. Prej sem omenila, da je do konca januarja čas za dodati poročila, kar še manjka. Ok. Če je akcija MDO, je bilo vprašanje, ali pa skupna akcija v društvu z drugimi društvi, prosim, vedno akcijo vnese skrbnik odseka, na katerem se je delal. Razen, če se dogovori z vodjo OPP MDO-ja, da bo on vnesel, kar je tudi možno, ker imajo tudi dostop, vsaj naj bi ga imeli. Skratka, skrbnik pa vodja OPP se dogovori, kdo bo vnesel, vnese se vse markaciste, ki so bili na delovni akciji, čeprav mogoče niso vaši markacisti, ampak so delali na tej akciji. Zdaj pa dajmo pogledati v plan GIS-u različna poročila in njihove funkcionalnosti. Tukaj, kako se pride v plan GIS, in to sem vam že na prejšnjem seminarju povedala, zdaj pa gremo direktno na markaciste. Jaz imam vklopljeno od PDM odvode, da je približno tako, kot pri vas izgleda, ko odprete. Tukajle imate analize in poročila, gumb poročila, in ga kliknete. In tukaj imate različne možnosti poročil. Prejšnjič sem vam že pokazala, kako izgleda obdobno poročilo. Obdobno poročilo skrbnika pomeni vse akcije v določenem obdobju, ki ga je imel skrbnik. Se pravi, ne samo poročilo tiste ene akcije, ampak vse združeno. Tukaj lahko od določenega datuma do določenega datuma celo navedete, če imate v določenem obdobju, ali pa na določen dan, če želite, ali pa določeno letnico, samo letnico spremenite. Potem imate tukaj, da prikažete slike ali pa da ne. In pa še, da vam doda še akcije PZS. Se pravi, če morate neko poročilo oddati, pa vse, kar je bilo na tistem odseku narejeno, kliknete še akcije PZS, ker je lahko, da je bila akcija MDO-ja ali pa akcija tehnične skupine delala na vašem odseku, pa bi jo radi zraven prikazali, pol to obkljukate. In se vam, če date izpis, pol v PDF-ju to prikaže. Tega vam zdaj ne bom še enkrat kazala, ker sem vam že v prejšnjem. Obdobno poročilo markacista je podobna zadeva, to pa za posameznega markacista prikaže. Zdaj, na primer, če napišemo, ne vem, jaz bom začela s ker sem že prej gledala. No. No, zakaj me pa noče? 25. Evo, kotnik, na primer, izberem koga. Zdaj, tukaj boste videli mogoče, da je ime markacista, pa je zraven različna društva. Lahko, da je markacist v različnih društvih član in potem je možnost izbrati glede na društvo istega markacista. In zato je več poročil, tako da
če je določen markacist v večjih društvih, morate za vsa društva pogledati, zakaj gre. To bomo še spremenili, da bo samo eno poročilo, ampak zaenkrat je to tako. In potem naredimo izpis in se vam izpiše poročilo. Vse, kar je ta oseba tisto leto oziroma v tistem obdobju, ki ste ga želeli, delala. Tako. Potem imamo odseki potrebni popravil. To je en zanimiv izpis, naprimer jaz bom izpisala pač za svoje društvo, vi lahko za svoje društvo izvedete. Tukaj noter so zbrana vse tista poročila, ki so jih noter vnesli razni inštruktorji ali pa, ne vem, člani tehnične ekipe, kdor je bil pozvan, da gre pogledat naše poti in jih je potem noter opisal, imamo tukaj napisan. Lahko tukaj le kliknem in odprem in se mi v PlanGIS-u, če sem že prijavljena, ta odsek pokaže. In tukaj imam zdaj tudi opravljeni pregledi napisan. To poročilo in si ga lahko pogledam. To smo že rekli, da je treba, če je sivo, klikniti na paketek in se odpre celotno poročilo. Takole. In si ga lahko preberem, pogledam, kaj je narobe, kaj še ni, če je vse ok, če ni nič, če je treba še kaj popraviti, se lotimo akcije in ko vnesemo poročilo, moramo obkljukati pri poročilu, je tako en tak kvadratek in piše opravljeno, potrebno iz preteklih pregledov, nekaj takega, no. To sem vam že prejšnjič pokazala, lahko pogledate v prejšnjo, ko smo pisali poročilo in lahko tam pogledate. Gremo naprej na ostale izpise. Zdaj, kakor veste, je potrebno vse svoje odseke planinskih poti pregledati vsako leto in tudi vse vnesti v PlanGIS. Zato imate tukaj možnost nepregledani odseki in lahko tukaj izberete od tega pa do tega datuma. Jaz bom pač pogledala za 2025 od 1. do 1.1.26 za PD-Medvode, dam izpis. In kakor vidite, lani kar nekaj odsekov ni bilo pregledanih. Zdaj, vem, da je tako za vse markaciste, če greš na pot, pa če je vse v redu, brez veze se vam zdi pisati poročila, ampak je vseeno potrebno pisati vse preglede noter. Tako da imate tukaj pregled in lahko pogledate in greste na pot tja, kjer še ni, in zrihtate. Potem imamo nepregledani in nevzdrževani odseki, se pravi, hkrati niso bili nepregledani, niti ni bilo nobenih vzdrževalnih akcij na njej delanih. In spet lahko isto pogledate, da sploh ni se nič dotaknilo že dolgo časa določenega odseka in morate iti nujno pogledati, kateri so. Nevzdrževani odseki je podobno, se pravi, tisti, ki jih nismo nič vzdrževali. Potem imate še vzdrževani odseki, lahko pogledate. Kote in odseki in poti, to vam naredi izpis vaših odsekov planinskih poti. Se pravi, ni treba to prositi zame, ampak lahko sami naredite. To je isto, samo da je bolj funkcija podobna, da vam samo odseke izpiše. Tukaj dobite kote in poti in odseke vse skupaj. Potem imate odseki posamezne planinske poti, se pravi, da imamo, ne vem, dajmo pogledati, kaj predlaga. Legastja Jakob Topol Grmada, naredimo izpis in mi napiše
izpis odsekov, točno kateri so v tej planinski poti. Vedno nekaj časa traja, ampak na koncu sproducira neko poročilo o tem, kateri odseki so noter. To je glede tega poročila. Statistično poročilo je statistično poročilo za celoten plan GIS. Svetujem vam, da tega niti ne tikate, ker ful dolg časa traja, da karkoli spiše in niti ne rabite. Druge stvari, ki so za vas primerne in ki je zelo fajn, da ga imate, je odseki v administrativnem postopku. Tukaj naredimo ta izpis. Administrativen postopek, vam bom pol povedala, kaj pomeni, ampak tukaj imate vse, tukaj je zaenkrat vsi odseki, ki so v administrativnem postopku v Sloveniji, med njimi je mogoče kakšno od vašega društva. Bomo pa naredili tako, da bo samo za vaše društvo, kateri so v administrativnem postopku, in to lahko pogledate, da veste, da te stvari se morate še lotiti in rešiti. Odseki s poročilom. Okay. Odseki s poročilom so pa odseki, kjer ste dobili nekaj, kaj je na poti narobe in jih je treba še nekaj rešiti. Zdaj, če tukaj piše rešeno, pomeni, da ste že rešili, je vse ok. Če pa še aktivno, morate pa odgovoriti na to in tako naprej. Tako da tle vam pove tudi status. In če kle gor kliknete, ne, vam to odpre. Odsek, na katerem je ta sporočilo vezano, in ga lahko tukaj najdete poročanje s terena, zadnjo sporočilo, in preberete, zakaj je šlo. Tako je glede teh poročil. Zdaj šla sem zelo hitro skozi, upam, da ste videli. Glede, v primeru, vprašanje je bilo tudi glede lokacije, v primeru, kje na poti ni signala, kako pravilno določiti mesto dela na odseku, oziroma kakšne so možnosti za določitev čim bolj točne lokacije. Zdaj lahko naredimo točkovni presek, vam bom pokazala, kako se to naredi. Lahko dodamo sliko pa ročni vnos, kje je to. To sem vam zadnjič pokazala, vam bom še enkrat, ali pa opisno. Se pravi, če imamo mi, samo da jaz tole malo zaprem, da ne bo preveč stvari odprtih. Takole. Recimo eno poročilo. Takole. Poročilo o akciji. Vnos. Takole. Zdaj, točno lokacijo, zdaj, včasih je tako, da bi radi točno določili, kje na kateri lokaciji je na enem delu odseka. Zdaj, samo na en del odseka ne moramo dajati poročilo. Lahko pa tukaj v opisu točno definiramo na tem delu odseka opisno, a ne, tukaj pa tukaj je bilo to narejeno. Lahko zraven dodamo še koordinate, da bomo točno vedeli, kje na kateri točki je bilo narejeno. Lahko tukaj zraven slik, če imamo slike, a ne, imamo tukaj slike, imamo tukaj pokaži na karti, je tukaj tale točka, to pomeni, na tej točki se ta slika nahaja. Lahko pa naredimo še spremeni lokacijo, kar pomeni, da prestavim takole, evo, in daš shrani. In je to zdaj točna lokacija te slike. Se pravi, če imamo mi sliko določen, kje je ta lokacija, lahko določimo točno in pa z opisom
povemo, kje. Se pravi, v ta opis lahko veliko stvari točneje določimo. Koordinate, koordinate lahko pa določimo s temle. Tole je en zelo fajn orodje, ki se mu reče točkovni presek vseh prižganih slojev. In ga kliknemo. In kliknemo, kje točno. Zdaj lahko v podlagah pogledamo, a ne, imamo tukaj satelitsko sliko, pa lahko pogledamo, če je to v gozdu, pa da ne vidimo točno, lahko odpremo še LIDAR, kjer so vse stezice vidne. Če vidite, tukaj so stezice pa takole. In lahko rečem, točno tukaj je bilo in kliknem. In na desni napiše točno lokacijo s koordinatami. To je tudi uporabno, kadar hočemo povedati, kje točno stoji drog z smernimi tablami, pa ni kote, pa bi radi, da vam jo noter dam. To naredite in koordinate zrihtate na ta način, jih skopirate, naredite Ctrl+C, pa greste v mail, napišete v tekst, tukaj pa tukaj bi to pa to pa rabili, ne, in sicer koordinate so to pa to in naredite Ctrl+V in vam bo prekopiralo v mail. To je to orodje. Potem imamo še orodje, s katerim lahko skupno dolžino določene zadeve izmerimo. Na primer, mi lahko neko razdaljo na zemljevidu, na primer, če nas zanima od tukaj pa do tu, koliko je razdalja, gremo lahko s temle, ga vklopimo in potem klikamo tole, 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 takole in vam tukajle gori, tukaj vam že on sam računa, koliko je razdalja. Vam pove, koliko je razdalja. In pol, ko smo to zbrali, dvakrat kliknemo in imamo razdaljo. Druga varianta je, da površino izberemo, na primer od začetka do konca. Koliko je bila ta površina, ali pa še enkrat. Površino od tukaj, takole, 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 takole. Dvakrat kliknemo in nam površino sešteje. To je eno tako zanimivo orodje, s katerim se lahko igramo. Druga stvar, tole je to orodje, ki ga poznamo za zbiranje odsekov. Sem vam prejšnjič pokazala, kako izberemo točno določene odseke na grafiki, da jih damo v spodnji meni in iz njim naredimo potem poročilo na točno teh, paketno poročilo na točno teh odsekih. To sem vam zdajle že pokazala. Kako shranimo trenutni pogled zemljevida? Se pravi, mi lahko recimo, da želimo tale zemljevid za neko, ne vem, kaj, nekomu hočemo nekaj pokazati, pa bi radi ta zemljevid si dol sneli v PDF obliki. Tukaj si pač vklopimo tisto, kar rabimo, izklopimo tisto, kar ne rabimo, na primer pododseke lahko izklopimo, da nam ne kaže, ker na pododsekih so definirane podlage in je potem glede na to malo lahko črtkano, odebeljeno, bolj črno in nepregledno in lahko s pododseki, če jih ugasnemo, imamo bolj čisto sliko. Potem tle pri slojih lahko še razne druge stvari vklapljamo od ostalih odsekov in tako naprej, na primer turno-kolesarske, ki se zdajle niti ne prikažejo v redu. In potem damo tukaj shrani in nam shrani, to nam shrani v PNG obliki, kar pomeni sliko. Slikco, podobno kot JPG, samo da ima več podatkov noter, vam shrani na računalnik. Če ga damo pa print, natisni zemljevid, nam pa v PDF obliki pripravi vse, izdelaj PDF in
in ti ga shrani na računalnik. Pravi, to sta tudi dve stvari, ki jih imamo tukaj možnost. Druga stvar je, če nekaj pripravljate, pa mi poskušate dopovedati, kje to je, se lahko tja postavite in poleg tega, da ste mi prekopirali koordinate, da boste točno področje, kje to je, povedali, lahko tudi tukaj ustvari povezavo na trenutni pogled na zemljevid. In če to kliknete, tukaj imate to povezavo in spet naredite Ctrl+C in prenesete v mail in naredite Ctrl+V in mi pošljete in bom jaz imela povezavo na zemljevid in bom lahko kliknila in pogledala, kje to točno je. To so tole bom še kasneje malo povedala, da vidimo, kje smo zdaj. To sem vam zdaj te stvari povedala. To smo povedali. Naprej. Aha. Zdaj bilo je vprašanje, postopek spreminjanja planinske poti. Kdaj ga je treba začeti in kakšni so koraki? Zdaj, najprej sem rekla, to sploh ni tema tega seminarja, ampak v bistvu si s Plangisom pri tem lahko ogromno pomagamo, zato bom na hitro povedala postopek in v to vpletla tudi Plangis. Se pravi, spreminjamo planinsko pot, kadar se zgodi kakšna naravna nesreča, pa planinska pot izgine, jo ni več, ali kadar je pot nevarna zaradi kakršnega koli vzroka, bi jo radi drugam prestavili, potem, če gre prek železnice na mesto, kjer ni zavarovanega prehoda, jo moramo prestaviti. Najbolj pogost razlog je pa, da z lastnikom zemljišča ne najdemo skupnega jezika in bi rad on, da se prestavi in takrat je pač najlažje, da se z njim zmenimo, kam se prestavi in se prestavi. Ena od možnosti je pa tudi to, da želimo izven asfalta speljati planinske poti. Najprej moramo razmisliti, kje bi sploh pot speljali, glede na obstoječe steze in prometnice. Zdaj, v Plangisu je najbolj, da tukaj tudi lahko sicer pogledamo, ampak jaz najraje delam če gremo na začetno stran, pa odpremo Plangis urejevalnik podatkov, ker lahko malo širje gledamo, kakor pa tam, kjer lahko gledamo samo svoje poti. Tako da, če pogledamo, ne vem, najprej jaz bi rabila prestaviti nekje pot, pa se z lastnikom nekaj ne razumemo, pa bi rabila nekaj novo pot poiskati. Zdaj, takole na zemljevidu ne bom glih dobro videla, okej, vidim, ja, tukaj gre ena cesta, tukaj gre cesta naprej, kaj so pa še druge možnosti? Zdaj, če bom pogledala satelit, tukaj vidim, da je nekaj, tukaj vidim, da se majčkeno svetlika nekaj, pa ne vem, kaj je, lahko pač pogledam še na lidarju. Lidar mi pokaže vsako vlako, tukaj je en kup enih vlak, kjer mogoče lahko kaj prestavim, kjer lahko kaj naredim. In ko si to dobro ogledam, je dobro iti še na teren pogledati, kako to dejansko izgleda. Je sploh primerno za planinsko pot, a bi bilo smiselno, a bi bile kakšne težave ali ne bi bile težave. Potem je pa dobro, da pogledamo tudi, kdo so lastniki tukaj, pa kakšne parcele so. In to lahko naredimo tako, da tule na desni strani, v desnem meniju, gremo spodaj pod administrativne meje GURS. In imamo tukaj, če je dovolj približano, zemljiško knjigo, številke parcel, katastrske občine in njihova imena. In tukaj vse naniza, katere parcele so in kako naprej. In tukaj vidim, okej, to bi bilo celo super, glede na to, da je samo ena parcela, ne bi bilo toliko veliko problemov. Okej, tukaj je še ena, bi bile dve, ampak tukaj je že pot po tej parceli, tako da tukaj niti ne bi rabila iskati soglasja, samo tukaj. In če tukaj gor kliknem na to parcelo, mi bo zdaj, ko imam to vklopljeno, napisal
da je katastrska občina Preska, da je ime parcele ta pa ta in lastnik ni podatka, kar pomeni, da je zaseben lastnik. Če bi tukaj pisali, da je lastnik občina ali pa ne vem, agrarna skupnost ali pa mogoče nadškofija ali pa celo planinska zveza, planinsko društvo ali karkoli. Ti vsi, ki imamo javne te podatke, sprav javne ustanove, ne bi bil tak velik problem, lahko kar gremo in poiščemo pri njih, se začnemo pogovarjati z njimi, kako bi lahko dobili soglasje in tako naprej. Gremo lahko tudi skupaj pogledati na teren in tako naprej. Zaseben lastnik je treba pa iskati na portalu e-sodišče, kjer moramo biti prijavljeni pa vse. In je malo bolj zakomplicirano, lahko nam tudi pomagajo na občini, kjer imajo tudi podatke o tem, ker večinoma je treba tudi od občine dobiti soglasje. Če je gozd, je pa nujno treba tudi od Zavoda za gozdove. Fino je pa še prej preveriti, glede na tole, med pomožnimi sloji, tukaj na desni, pomožni sloji, gozdne ceste. Če to vklopimo, pa pogledamo, bi bile tukaj črtkane, ampak žal jih ni. Kar bi pomenilo, da soglasje lastnikov ne bi bilo treba iskati, najprej poiščemo soglasje Zavoda za gozdove, za gozdne ceste rabimo samo njihovo soglasje. Evo, to so takele bela, kar pomeni, da je makadam, pa črtkano rjavo, kar pomeni, da je gozdna cesta. Oni lahko dajo soglasje namesto lastnikov, razen če napišejo noter, da je potrebno tudi soglasje lastnika za določen del ali za določeno parcelo ali pa vse. Ampak običajno ni potrebno. To sta dve stvari, ki nam lahko pomagata. Je pa tako, da v Plangisu včasih parcele niso iste, kakor je v Gursu, zaradi tega, ker imamo malo zastarel sistem, bomo posodobili, ampak ni. Če se slučajno zgodi, da je kakšen dvom, a je to res prav ali ni prav, se zapomnimo pač glede na to, kaj smo kliknili tukaj. Evo, Sura 521, gremo lahko pogledati na portal e-prostor. Zaprem ostale stvari. Evo, e-prostor se nalaga. To je na temle naslovu ipi.eprostor.gov.si/jv/. Ki se običajno odpre portalu e-prostor. Ok, očitno ne deluje dole. In tam vnesemo noter, evo ga, damo vstopi v aplikacijo in tukaj napišemo Sora, presledek, še enkrat pogledam, 521 in dam enter. In tukaj lahko pogledamo, a je parcela enaka ali ni enaka, a je ista lokacija ali ni ista lokacija, glede na to. Videti sta enaki, tako da je ok. Tukaj so zadnji podatki Gursa, tako da je to tako zelo merodajno. To je glede tega, ne vem, kje smo ostali. Katarina, Ja, Bogdan je nekaj v chat napisal. kaj pa? Pri podatku KO bi lahko bila tudi številka, ker se imena dokaj ponavljajo. To je res. Bomo predlagali. Andrej, daj si zapiš, da bi se pri imenu občine napisala tudi številka katastrske občine. Ja, prav. Potem
ko smo preverjali, kdo so lastniki, pa smo preverjali na terenu, če je pot primerna, smo jo posneli tudi z GPS-om, mogoče bo potreben tudi ogled z lastniki, se pravi, smo šli z lastnikom in se on strinjal, da bi tam šlo, a ne. Bomo z lastnikom podpisali pisno soglasje. Soglasje najdemo na predlog, kako naj bi izgledal, je na spletni strani Komisije za planinske poti pod obrazci. Pridobimo še ostala soglasja, ki jih skupaj z vlogo posredujemo na PZS. Ko dobimo nazaj sklep o prestavitvi ali pa novi poti ali karkoli, jo lahko izvedemo v naravi. Na počtenem delu odseka je pa vedno treba odstraniti oznake, potem pa tudi, ko prestavimo, ko novo traso označimo, ko staro opustimo, številko poročila pošljemo na PZS, da zadevo zaključimo. To je ta postopek spreminjanja planinske poti. Imamo pa še eno stvar v Planvisu, ki nam lahko pomaga, in sicer tukaj bom jaz zdaj naredila F5, da bo lažje. F5 nam, kakor sem že prejšnjič povedala, pomaga, da osvežimo stran in da nam zapre vse nepotrebne zadeve in da je lažje delati. Ali pa če se kdaj zaštrika in neha delati, F5 je naš najboljši prijatelj. No, tegale prejšnjič še nisem pokazala, in sicer imamo tukaj prenos podatkov. Tukaj lahko vnesemo GPS posnetek. Jaz bom zdaj tukaj izposodila si od kolegov, ki so včeraj mi poslali pri eni vlogi takole. Odseke bom izbrisala. Okej. Tale vijolična sled je potem tista, ki so mi jo poslali. In jaz bi rada sporočila oni na PZS, kje bi rada jaz popravek naredila. No, in imam tukaj GPS sled, hotela sem videti, če so ostale tudi okej vnešene, zdaj vidim tukajle, je malo drugače, kakor je rdeča, ki je vnešena, pa tukaj je tudi malo drugače, pa tule je spet malo drugače. Pa ne vem, a je to prav moja ali njihova prav, oziroma v Planvisu prav. Zato bom jaz tule malo še druge stvari vklopila. Tule imam satelit. Malo se vidi, ampak tule se ne vidi, mogoče je pa tule steza. Dajmo odpreti LiDAR. Tako, ko gledam, steze ni, jaz sem hodila po tej stezi in je, spravi, da je imel GPS malo napake. In je to, kar je vrisano, pravilno, tukaj bo treba malo popraviti, to bomo sporočili na PZS, tukaj se malo popravi. Drugače je pa tukaj super vrisano. Še tlele dol pogledamo. Tukaj tudi moj GPS ni pravilen, ampak je pravilen to, kar je vrisano. Tukaj ne, tukaj gre. Okej je. Dobro. Tole bi pa rada sporočila, da bi mi radi ali novo pot ali pa recimo, ne vem, recimo, da je nova pot. Kakor vidim, moj GPS ni čisto okej posnel, zato bomo to malo popravili lahko in bomo pokazali, kako obdelamo svoj GPS posnetek, ki smo ga noter vnesli. In sicer kliknem nanj in kliknem tole. Svinčnik vedno pomeni uredi. Tukaj piše uredi grafiko, kliknem nanj. Zdaj vidim, en kup enih pik je, pri tem preveč jih je in jih treba to malo poenostaviti. Tukaj na desni mi je odprl urejanje elementa in imamo tukajle desno poenostavi. Če to kliknem, evo, mi je določene pike zbrisalo in jih imam manj. In zdaj lahko delam naprej s tem. In jaz bi rada, da je samo tukaj ta ostane, zato bi rada ta del, ki ga ne rabim pošiljati na PZS, zbrisala. In to bom naredila tako, da imaš tukaj izbriši del linije na desni
in ga kliknem in mi piše tukaj, izberi mesto preloma, se pravi tukaj. In potem mi pravi, izberi točko na strani dela linije, ki jo želiš pobrisati. Se pravi, jaz bi rada od tukaj sem pobrisala, zato bom izbrala to točko in dam pobriši. In mi je pobrisalo vse, kar je šlo v to smer. Super, tukaj mi je pa ostalo, pa da vidim zdaj ok. Aha, tukaj mi še zmeraj nadaljuje naprej. Ta del bi tudi rada pobrisala in naredim še enkrat, izbriši del linije, se pravi, izberem mesto, od kje bi rada pobrisala, pa izbriši del linije na tisti strani, kjer hočem. Se pravi, na to stran hočem pobrisati, kliknem semle in dam pobriši. Tako mi je pobrisal ta del in tle so ostale še pikice in to lahko še popravljam in spreminjam. Zdaj, še zmeraj je sled vidna ta vijolična, ampak to je samo zato, ker še nisem shranila. Tako da zdaj bom pa jaz te pikice malo popravila. Tako da bom pikico to, ki je siva, prijela pa jo nesla. Pa prijela pa jo nesla tam točno, kjer mora biti. Točno tja, kjer mora biti, jo nesem, popravim, popravim, popravim. Tole tudi, takole, takole. Aha, tukaj je čist kicsnen, semle, evo, takole, takole. Pravimo. Tukaj je pa treba malo, kaj za kvačko. Bi pa rada malo zbrisala telihle, pa kliknem sem gor, pa dam izbriši, pa kliknem sem gor, pa dam izbriši. Evo, zdaj pa bo takole. Zdaj, če je tukaj že ena kota, bom prijela tole, ta zadnjo pikico in bom nesla na koto, zato da bo točno tja. Kakor ste videli, mi je kar en križec dal, pa tule na levi spodaj piše prilagajanje pripenjanja in dam, spustim in mi jo pripne na koto. Tukaj gor na vrhu je tudi ena kota, če ne bi bila, pustimo prazno, ampak če je kota, je pa dobro, da na koto dodamo in damo tako. Evo, spet je dal križec, spustim in mi ga prhefta gor. Tole bom pa odprla. Okej. Zdaj smo zadevo uredili tako, kot mora biti in damo tukaj spodaj na desni strani shrani. Tako. In mi je shranil zdaj samo tako, kakor bi jaz rada, da je. Zdaj lahko jaz tukaj to spet kliknem in imam tukaj na desni strani izberi in izvozi. Če jaz to kliknem, evo, kliknem, mi on shrani v dokumente na računalniku GPS posnetek. In lahko z njim potem naprej delam, kar želim. Lahko zdaj, ko imam to takole, kakor imam, lahko spet tukaj sliko naredim, lahko zemljevid PDF naredim, pa bo gor. Če bom pa karkoli ugasnila ali pa šla kajkoli drugega delati, pa se bo linija, pa se bo medtem prekinilo delo, prekinil internet, bo to zginilo. To je začasni sloj, tukaj bo, dokler časa bom z njim delala, pa bo pa zginil. Če bi pa jaz rada nek predlog dejansko v Plangis noter vnesla za kasnejše delo, zato ker to bomo pa zdaj mi vlogo dali za predstavitev. Tukaj pa vem, da je narobe vrisan in moramo takole vrisati, ker tisto, ki je vrisan, je narobe vrisan, ali pa kaj takega. Bom pa dala spet kliknila na tole in imaš tukaj tole vijugico s točkami in če daš rokico gor, piše ustvari predlog. In tole klikneš in te na desni strani odpre možnosti. Daš ime tega predloga, se pravi, tukaj bi jaz dala ime kar Silovec Sever pa Žolgar, ker sta že koti noter. Če kot ni,
je dobro, da si jih izmislite, da mi jih poveste, katere kote bi bile. Zdaj, če ne veste, imate tukaj DTK, državno topografsko karto, kjer so določena imena že noter in lahko glede na to, da date. Naprimer, če ne bi bilo, bi bilo lahko tudi Vrenski zob, jugozahod ali pa, ne vem, Silovec, jugovzhod, tle spodaj, a ne. Se pravi, ne vem, tle je zdaj Žolgar do Silovec sever. Se pravi, da Žolgar, Silovec sever. Kategorija, ta pot je lahka. Vrsta podlage, je treba nujno povedati, kakšna je, če je več vrst podlage, dajte tisto, ki mislite, lahko več predlogov date noter in za vsak predlog napišete, katera vrsta je, podlaga je. Take predloge lahko dajete tudi noter, če imate kje na določenem pododseku podlago narobe, za določen del pododseka narobe podlago določeno in lahko sporočite na ta način, kako je podlaga, za kjer del. No, in določite, tukaj je zdaj kolovoz vlaka. Potem še način vnosa, to lepo prosim, res dajte noter. Ali ste samo GPS noter dali pa dali da narediti predlog, ali ste ga res uredili po lidarju, ali ste ga po ortofotu, ali po čem. Tukaj res določite, po kakšnem načinu. Ali ste samo ročno naklikali, to vam bom tudi kasneje pokazala, kako narediti. Jaz sem po GPS sledi in po lidarju, zato bom to naredila. Avtor sem jaz, zato bom napisala Katarina Kotnik. Svoj kontakt bom noter dala in sporočilo urednikom. Tukaj bom napisala točno tisto, kar hočem jim sporočiti. Se pravi, gre za traso, kamor pot prestavljamo vlogo, pošljemo po e-pošti ali pa v priporočeni pošti ali kakorkoli, v glavnem vlogo, in pa še soglasja, da jih bomo tudi priložili kasneje ali kakorkoli. In damo potrdi in se bo ta predlog shranil noter in ga jaz lahko pogledam na PZS, kakšen predlog ste dali, če bo karkoli, ker ste dali kontakt, vas pokličem ali vam na mail napišem, odvisno, kateri kontakt ste dali, če karkoli manjka, kaj me še zanima, in tako naprej. Lahko pa predlog damo tudi na ta način, da imamo tukaj urejanje, predlog odseka, kliknemo nanj. S tem dodajamo predloge potekov novih odsekov na karti, poročila o stanju na poti ali vzdrževanje del jih dodamo preko poročil v modulu Markacist. Okej, razumemo. Dam v redu. In jaz bi zdaj rada tukaj na roke vse tiste pikice dala, na primer dam takole, začnem pikca, 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 pikica pri pikici in tako naprej, kje gre to pa pomeni ročen vnos. In dvakrat kliknem in zaključam in tole spet shrani in postopek je isti, kako noter napišeš podatke. Tako da zdaj tukaj dodala ne bom tega, ampak tukaj gre pa za ročen vnos, na roke sem naredila, kje bi bil predlog. To je glede tega. Katarina, vprašanje, ali je za spremembo poti za cirka 50 metrov, ki poteka po isti parceli kot do sedaj, potrebno urediti vse te korake in dokumentacijo? Lahko oddate zdaj tako, jaz rabim nekaj uradnega od društva, se pravi, predlog noter pa po mailu od predsednika in Markacista, da se strinjata, da je to ta popravek, ki ga je treba narediti.
Preverila bom, da je to ista parcela, dala naprej vlogo na odbor za dokumentacijo in kataster, oni bojo požegnali in mi bomo spremenili. Se pravi, če je ista parcela, ni treba soglasja lastnikov. Se pravi, ni ga treba prilagati, zdaj morate biti z njimi, seveda se mora on strinjati, da vi prestavljate, ampak ni treba pa pisno dati soglasje. Upam, da sem odgovorila, če ne, pa mi na mail še kaj napišite, če bo treba še kaj. To je tole. To smo to povedali, zdaj pa naprej. Vsako vlogo, ki jo dobimo, ali pa če nam lastnik pove neko pritožbo, ali pa če ugotovimo na terenu, da ta trasa sploh ne obstaja, damo odsek v administrativni postopek. Ali pa če date predlog popravka v plan GIS, lahko tudi damo v administrativni postopek in potem pričakujemo od vas vloge, kakšen je postopek, da boste sprožili postopek, da boste sporočili, kaj je narobe, kako se rešujejo zadeve, in dokler ne bo stvar rešena, bo zadeva v ta odsek v administrativnem postopku. Zato sem vam tam pokazala, katere odseke v plan GIS-u, če gremo nazaj na modul Markecist, pri poročilih, imamo tukaj odseke v administrativnem postopku, ki sem jih prej pokazala, in vaše društvo, če ima kakšen odsek v administrativnem postopku, še čakamo vloge, soglasja ali karkoli. Če pa kaj je že rešeno ali pa odstopate od vloge, morate pa to tudi sporočiti, da stvar sprostimo, če temu lahko tako rečem. Okej. Zdaj, dobro je, da pokazala sem vam, kako lahko pregledate, a je pot pravilno vrisana ali ne, glede na različne podlage. Fajn je, da tudi poimenujete kote, tako kot sem vam pokazala, in da nam sporočite, če kakšna kota slučajno nima imena, pa vi mislite, da bi bilo fajn, da vi poznate, ker ste pač lokalci in veste, kako se tisto področje imenuje, mi pa na zemljevidu tega nimamo in hočete, da tam bi bilo poimenovanje, lahko sporočite in bomo mi to naredili. To naredite pač tako, da sporočite, če kote ni, sporočite s točkovnim presekom, da sporočite, katere so. In katere so koordinate, da te koordinate sporočite. Ali pa če je točka, tako kot je tukaj, pa nima poimenovanja, vi pa radi, da jo poimenovali, potem pa preprosto naredite na ta način, da kliknete gor in ID kote sporočite in sporočite, kakšen naj bi bil ime. To je glede poimenovanja kot. Potem imamo zaprte poti. Zdaj veste, da eno leto so lahko zaprte, večina nas to budno spremlja ves čas. Za vsak slučaj preverite, če imate kako pot še zaprto in če jo je treba odpreti. Preverite, a je zapora res nujna, a je lahko zgolj opozorilo. Na spletni strani KPP navodilih imamo tudi, kdaj se da kot zaporo poti, kdaj se da kot opozorilo, to si malo poglejte, da boste tudi za drugič vedeli. Tukaj piše podprto, ampak mišljenje je odprto. Tako da, če je pot dlje kot eno leto zaprta, prosim sporočite, zakaj in kako in kaj je s tem. Prej sem omenjala križanje z železnico. Zdaj vse več je primerov, ko nam železnica napiše, da je treba pot zapreti ali kakorkoli, zaradi tega, ker prehaja tam, kjer ne sme prehajati planinska pot. Tukaj z vodjo OPP, ki vam bojo povedali, da imate tak primer, prosim aktivno se v to upnite, začnite čim prej postopek za prestavitev poti, ker so kar strogi in grozijo z kakšnimi inšpekcijami in podobnim, tako da ne bo problemov.